Ne smeš reči v odbiti, da ti za backup ni mar. To sem za naslednjično. Zdaj prvič naj ti bo. Ne, sej mi je mar za backup. Sam imam te avtomatske backupe. Dober dan, to je podcast Odbita do bita. Midva sva Anže in Maruša. Vsak teden znova obrneva internet, pogledava, kaj se dogaja na tehnološkem področju in najdeva nove 3 teme in najdeva novega gosta. In kdo je danes z nama, Anže? Davor in Pavlica, peli. Živijo. Živijo. Predvidevam, da naj jo slišiš, Davor, in zdravo, kako si? V redu. Glede na situacijo prav Prešerno. Zelo dobro. Malo bom poskušala povzeti. Web designer, podcaster, tudi glasbenik, ki redno spremlja tehnološki svet. Skratka, več kot odličen gost za tehnološki podcast. Davorin, nekateri poslušalci te že poznajo, zagotovo te poznajo vsi Twitteraši. Če te kdo ne pozna, da je malo bolj natančno. Kaj te zanima, s čim se ukvarjaš? V bistvu sem v zadnje čase ugotavljal, da me zanima večinoma stvari, ki so povezane z zvokom ali pa z oblikovanjem. Od muzike do govorjene besede, zmer bolj. Kar se tiče pa dolgoletne, v bistvu, kako se temu reče, karierna pot. Ja, se pa oblikujem stvari. Ugotavljam, da v bistvu tudi, kar se zvoka tiče, je malo drugačen oblikovanje, še zmer pa gre za oblikovanje. Tako da, v bistvu je to vse eni nič šmofu. Oblikujemo vsebine tako in drugače, bom rekel. Super. Ne boste verjela, 3 teme imamo, kot ponavadi torej. Predlagam, da se jih lotimo staza. Sva. Nova epizoda Odbita do bita. Vsak četrtek. Twitter bo naša prva tema. Twitter smo opazili vsi, se je v zadnjih letih močno spremenil, predvsem zaradi uporabnikov, zaradi politikov, zaradi družbe, v kateri živimo in zaradi družbe, ki tako zelo pogosto rada skrene s poti, pa tudi zaradi politike Twitterja, ki, kot smo večkrat v odbitih epizodah poudarjali, ne sankcionira ekstremov ali vsaj ne dovolj pogosto. No, včasih se še vedno zgodi kaj zabavnega, kaj prijetnega, kar spominja na neke druge čase, pred kratkim naprimer Eurovizija. Včasih se pa zgodi kaj takega, da Twitter pristane v odbiti, ker ugibamo, kaj naj bi neka nova odločitev prinašala. Torej, Twitter bo plačljiv. To bo tema. To zdaj ne. To je fake news. Čakala sem vajen odziv. Maruša, Twitter te je dobro naučil. Oziroma, ta Twitter zadnjih 5 let. Jaz mislim, da je Twitter zadnjih 5 let, pa v bistvu vsa državna obrežja, da so posledica unga predsednika, brez veze, da ga omenjamo, ampak če ga je Twitter zbrisal, zakaj bi se mi zdaj ukvarjali še naprej? Mislim, vsaj do naslednjih predsedniških volitev, ne? Ja. Neresno, Anže, najprej samo v par stavkih. Twitter ne bo plačljiv, ampak nova novica. Zdaj bom jaz človek, ki bo tako vsaj nek zornik odgledal, ki je mogoče mal pozitiven, kar se Twitterja tiče, ampak tako, kot ste zdaj že oba omenila, ja, res družabno mreže, ki je res grozno ratalo v zadnjih 5 letih, ampak vse pa zdaj neki trudijo očitno, ne? Ker so par stvari so pa le dal ven, sploh novih, ker to tudi nekaj časa tam so zelo stagnirali, ne. Zdaj, eno so te Spaces, ki so v bistvu neka kopija Clubhouse, samo videli, če so to obdržali, ampak tudi kaj so naredili kao za malo bolj prijetno izkušnjo, se pravi, zdaj imaš možnost, ne, da v bistvu objaviš tweet, na katerega lahko odgovarjajo samo ljudje, ki jim slediš, pa si mogoče tako malo bolj zozaš greznico, ki se ti pol zgodi v replyjih, ne. Pa take reči, ko da se nekaj premika, ta novica zdaj je v bistvu res še malo večja, ker gre pač dejansko za dajte Twitterju denar in imeli boste več funkcionalnosti. To je pa nekaj, kar do zdaj v resnici še nismo videli, ker zdaj karkoli je bilo na Twitterju je bilo zastonj, se temu reče strokovno in smo pač vsi lahko uporabljali. Zdaj se pa dejansko dogaja to, da boš lahko dal nekaj denarja, stvari ne bi se reklo Twitter Blue, kar je kar okej, moram reči, da od vseh teh korpo imen, ko ti probajo nekaj prodati, zdaj vsi te pluse dajo zraven, mi je ta Blue kar v redu. Ne bi bila $3 na mesec, kar sklepam, da polkar naenkrat pomeni 3 evre, ne, ker pač tako te firme delujejo, da pač ena menjajo dolar in evro. Ja. Ja. In potem ne bi par stvari lahko človek počel, ki jih sicer ne more. In ta prva je ta, v bistvu, da se lahko premisliš, ko že tweetneš. Ne. Ko tweetneš, imaš par sekund, da rečeš, mogoče pa tega ne bi tweetnil.
ker mislim, da smo vsi že imeli to izkušnjo, da smo napisali nek tweet, že skoraj pritisnili, pač, da ga objavi, potem si pa premislili, ker smo si rekli, a se nam da. Ne, to je moja izkušnja s Twitterjem zadnjih 5 let. Zdaj bo to nekako grajen v sistem. Ne samo to, tudi včasih prebereš za sabo že tretjič, pa pol še četrtič, ko si že pritisnil, ugotoviš, da lega zlomka. Saj to se meni zgodi. Ja, to je res. Ja. In tudi jaz uporabljam Tweetbot klient, ki hrani tudi izbrisane tweete mojih sledilcev. In tudi vidim, kdaj ljudje slovnične popravke delajo, pa kdaj jih brišajo. Mislim, ampak ta plačljiva varianta, če bo tako, kakor so zastavili, zna biti kar zanimiva. Ne? Ja, predvsem za tiste, ki ga res veliko uporabljajo, se mi zdi. Ne? Ker ni samo to, da je ta undo tweets, ki je funkcionalnost, potem boš lahko tudi povezave, ki se na Twitterju nabirajo, boš lahko dal v neke tako skupke, ker dosti ljudi Twitter res uporablja za to, dejansko za novice, za tisto, kar je aktualno, članki, ki takrat širijo. In zdaj Twitter te stvari nekako proba vse ugraditi v osnovno storitev, ker so tudi kupili kar ene par teh nekih storitev, ki so se preklapljale na Twitter, pa so videli neko uporabnost. Tako da par reči, kle bi se načeloma ugradili noter, ampak zdaj so rekli, zdaj boste dali pa denar, če jih hočete imeti. Ker potem, mislim, da so Nozzle so kupili, pa Scroll so kupili. Pa Breaker so kupili, pa podcast pleb v bistvu. Po mojem bi navadnega uporabnika še najbolj zanimali, če bi v bistvu ne ta undo button, ampak edit button. Zato bi človek bil pripravljen plačati tudi več kot 3 evre. To sem vaju želela vprašati, zakaj ne bomo dočakali tega gumba, ki lahko popravlja tvite, ko so že zapisani in objavljeni in ki si ga tako zelo, zelo, zelo želimo. Ampak tukaj pa ne popustijo, pa so jim po moje to že čisto vsi uporabniki povedali. To se jim že 15 let govori, pa očitno je politika servisa taka, da pač kaj enkrat rečeš, zbriš, pa še enkrat dopiš, pa da je mir. Pri njih res tako zgleda, da v bistvu razvijajo čisto vse ostalo, razen tega gumba. Veliko stavga. Kar se pa tiče teh dodatkov, v bistvu so te collectioni, kako se temu reče, zbirke. Neka nadgradnja v bistvu teh stvari, ki jih že imamo, se pravi seznamov oziroma liste. Kakor sem jaz razumel, bi oni radi naredili stvar malo bolj ker one liste niso bile nikoli narejene do konca v resnici. Mislim, do konca. Ti si pač tako tam neki bingla, pa zdaj, če znaš uporabljati, ampak si predstavljam, da večina ljudi tizga niti ne ve, da obstaja. Tako da očitno imajo plan nekaj v tej smeri narediti. Kaj pa bomo pa videli? Twitter Blue torej za $3 ali zelo verjetno 3 evre na mesec. Collectione jaz mogoče razumem tudi kot neke mape, kamor si pač zlagaš lahko tako videe, fotografije kot tudi linke, tvite, ki jih shraniš za kasneje. Rekli smo za tale timer, undo send timer, ko pač nekaj tweetneš, ampak si imel prehitre prste. Skratka, posodobitve, ki privabljajo vplačljivo elitno družbo. Zakaj? Kaj mislite, komu je to namenjeno, kako se bodo ljudje odzvali, kdo bo prišel v Twitter Blue na mesto v brezplačni Twitter? So to zdaj zahtevni uporabniki, so to novinarji, so to politiki? Jaz mislim, da je točno to. Jaz mislim, da gre za te power user. Mislim, da je ta termin, ki ga Američani zelo radi uporabljajo. Yep. In jaz mislim, da oni pač računajo, da je teh ljudi dovolj. Pa tako, kot si rekla, čim rečeš politiki ali pa sploh čist podjetja, ki so to komunikacijo bolj resno vzela, te bojo vsi pač nekaj plačala. Je pa zanimivo, ker je cena taka, da nekako da vedeti, da mogoče je to tudi za slehernika. Razen, če bojo potem naredili še kakšen nivo plačljivosti, ki bo pa za res kakšne velike račune ali pa kaj podobnega. Ampak bo tako kar zanimivo vedeti. Mislim, tisto, kar je meni zelo zanimivo tukaj, da pač Twitter, ker to vsi vemo, tudi odbito smo delali o astroturfingu in vse ostalo, je zdaj zelo tako dokaj anonimen, skoraj kdorkoli lahko naredi račun, v bistvu rabiš samo en burner e-mail naslov in je več ali manj to. Zdaj, če boš pa plačeval, če boš pa videl, da je nekdo na Twitterju Blue, pa to pomeni, da je dal neko kreditno kartico noter, saj nek plačilno sredstvo, ker pomeni, da se mogoče saj vedel, tako se mi zdi, da je to ena taka dodatna plast verifikacije tega računa, čeprav se pa vemo, tudi kreditne
tudi plačati se da, tako da se ne ve, kdo točno je. Ne. Sem točno to hotel reči. Ampak se mi zdi, da gre vsaj še za eno stvar, ki bo mogoče mal pomagala pri čist verifikaciji oziroma tako pristnosti zadev. Davor, in kaj ti misliš, komu je namenjena ta elitna, modra Twitter Blue družba? Mislim, vsaj tako, ko sem zasledil po novicah, da zna biti, da bo tudi več modelov, mislim, da bo plačilni model razvejan, tako kot ima SAS, recimo, ne, $3, $7, $13, da seveda ne bo šel zdaj od tega ta najbolj pocen, zato ker ne. Človek se pa že maza malo več kot za $3. Ne? po nekih pričevanjih ne bi tudi razdelili to višino glede na število sledilcev. Ne? Se pravi, da po nekih, kako se temu reče, reportih v lepi slovenščini ne bi bil za do 10,000 followerjev sledilcev zastonj. Med 10 pa 100,000 ne bi se celo nekaj plačali, za te power usere bi pa pač bila ta visoka cena. To so zdaj špekulacije, ne? Kot je špekulacija že v osnovi to, da bo Twitter plačljiv. Ne? Mislim, da se Twitter hoče pridružiti temu vlaku naročnin, ne? Ki se je začel z Netflixom, HBO-jem, pa pol nadaljeval s Patreonom, pa z vsemi ostalimi. Ne? Ja. Da hoče tudi oni v bistvu skozi ta način monetizirati pač produkt. Ne. Odločevanje je toliko pa toliko denarja lahko, ne, glede na to, da zdaj userjev po mojem je manj kot več vsak let na Twitterju. Tako da jaz mislim, da gre tle za nek tudi finančni del, kako stvar narediti zanimivo za investitorje v resnici. Vprašanje, če je zares mišljeno, da bo bolj za uporabnike. Ne. Zanimivo je. To je zmeraj vprašanje. Ne. Mislim, špekuliram. Ne. Absolutno, že 10 minut to počnemo. Ne, ampak jaz sem pa razmišljala o tem, da ne toliko o Netflixu, Patreonu, ampak da se bolj zgledujejo mogoče po LinkedInu, da želijo postati plačljiv servis in sistem dvigniti ugled. Mislim, vsaj na neki splošni ravni, če pogledam uporabnika, ima neko resno družabno omrežje LinkedIn višji ogled kot Twitter, tudi zato, ker če plačaš, pridobiš več podatkov, boljše veze, poznanstva. Ne vem. No, moje osebno prepričanje pri LinkedInu ni, da je zaradi tega, ker je plačljiv bolj cool, kako bi se rekli. Jaz imam občutek, da se njim tako zdi, no, da tako vplivajo na uporabnika. To pa možno, ja. Se pravi, ta sistem, mislim, ni sistem, res se je nek ta val zgodil, da so ljudje vsaj malo začeli plačevati za stvari na internetu. A ne? In Twitter je pa rešil iz ene ere, kad to ni bilo prisotno, v bistvu tudi v ZDA. Zdaj se pa to počasi dogaja, ne, in so videli, da ja, se strinjam, da je to valjda tudi za investitorje, pa zato, da bo Wall Street zadovoljen, pa delničarji in vse ostalo. Ne. Ampak se mi zdi, meni je to pač pozitiven premik, predvsem v tem, da se malo da vedeti, da včasih je pa boljš, če se kaj tudi plača, ne, da je to pač čist drug odnos do tega podjetja, ne, tudi kot ti kot uporabnik, ki ga imaš, ne, da so to pač drugače postavljeni odnosi kot samo zastonj je, potem pa to plačujem s svojimi podatki. Tako da jaz sem to malo mogoče pogrešal, da če plačaš, mogoče nehajo pač gledati tvoje interese in zbirati in ne vem kaj. Ne. Jaz bi mogoče to bi bilo še ena taka veja, ki se tukaj sicer pač, saj jaz nisem nikjer zasledil, da bi bilo to omenjeno. Da potem pa mogoče ni oglasov, kaj enkrat daš denar. Ne. Tega tudi v resnici nisem prebral, ne. To se tudi zdaj več ali manj ugiba, mogoče se vmes že kaj zgodilo, ampak res to bi bila meni tako še boljša smer za to. Je pa res, da tako, da jaz tudi uporabljam pač nek klient za Twitter, ki ni ta uradnik, ki je res, kar se meni tiče, res groza od aplikacije. Pač, tako da v glasu itak ne vidim, ne. Ampak tako, je pa meni to pač korak v pravo smer, ker pač to daje nek signal uporabnikom vseh teh storitev, da poglejte, dajte plačati stvari, ne samo upati, da bo vse zastonj in pač kar uporabljati, ne, in upati na najboljš, ker vemo, kam to pelje. Ne. Ja, s tem vse zastonj smo se naučili skozi desetletja uporabe interneta, da niso stvari lahko v redu, če so čisto zastonj. Tako je. Jaz sem zasledil, da so govorili, da mogoče bo pač brez oglasov za subscriberje, ne, se pravi za naročnike. Lahko pa, da so bile to spet, ne, da je to že zdaj drug nivo špekulacij. Lista želja se je začela delati. V bistvu. Tako uredi gumb, ne. V bistvu. Ja. Tako je. Ki ga ne bo po moje.
Kar se pa tiče Wall Streeta, je pa tako, da Jack se mi zdi, da na vsake pol leta oziroma po finančniško na 2 kvartala rukne eno tako ven, da bo Twitter plačljiv, da so pol investitorji malo pomerjeni. Ja. Oni pa vmes v bistvu delajo in razmišljajo, kaj bi bilo res najbolj za Twitter. Ker najbrž je pa lahko tudi dvorezen meč, če se narobe lotijo reči. Pa glede na to, da so zdaj 15 let platformo saj zdržovali na približnem istem nivoju ali pa mogoče so malo dvignili. So v bistvu. Od začetka smo tweetali še čez SMS. Se kdo spomne tega odvajo? Ja. Ne. Ja, tako se je začel. Ja. Tako se je začel. In ker včasih, ko je bil roaming še blazno drag in si bil v Italiji in si hotel tweetati, je bilo cnej, da si čez SMS tweetal. Wow. To zdaj se vidi, koliko cajt je Dowry že na internetu. Ja. Ja, lahko morda dosežejo s to plačljivo verzijo kakšne spremembe po vseh teh letih, ker vemo, kaj se je zgodilo z internetom v zadnjih desetletjih, ampak lahko res zdaj po vsem tem času plačljivi Twitter vpliva na ugled samega Twitterja ali celo širše družabnih omrežij. Vemo, da ima tudi Twitter slab ugled zaradi težav z lažnimi novicami, z lažnimi profili, z astroturfingom, zelo podobno kot ostala omrežja. Se lahko kaj spremeni? Ne. Davorin? Mogoče, ampak najbrž ne. Mislim, spremenili bi se lahko, če bi šli na totalno plačljiv servis. Se pravi, da bi potem bi mogli v bistvu te troli začeti plačevati za svoje trolanje, kar po vprašanje, komu bi se splačali. Najbrž te velikim troll farmam že, pa botom, pa to tem kletnim manualnim delavcem, pa najbrž ne. Ja. Sam to za seboj potegne tudi to, da je manj uporabnikov, ker manj uporabnikov postane manj zanimiv, in pa se vse to sesede. Tako da jaz mislim, da ni. In pol je tudi za une, ki nimajo plačljivega Twitterja, manj oglasov, zato ker je manj prikazal, zato ker je manj vsebine, tako da ja, najbrž ne. Okay. Ja. Še tole na koncu, ko bo, če bo, koliko sta pripravljena plačati na mesec? Bo treba videti, kako bojo ostali Twitter klienti sledili temu. Jaz bi bil najraje naročen na Tweetbot, zato ker mi je uporabniška izkušnja tam veliko boljša. Plus časovnica dela tako, kot more, se pravi, da je kronološka, ne časovnica algoritemska. Tako da tle sem pripravljen plačati nekje med 3 pa 7 evrov, bom rekel. Dobro, Anže? Ni šans. Kar je do zdaj bilo funkcionalnosti, ki bi jih dobil s tem, nič od tega me ne zanima. Pa tako, kot je Davorin rekel, jaz pa uporabljam Flamingo za Android. Ne vem, kaj bi se moglo zgoditi, da bi šel na uradno Twitter aplikacijo. Najbrž bo Twitter zaprl pipco, pa boš mogel. Pa bom mogel, ja, pa še potem mislim, da bom pa obupal. No. Jaz pa tudi mislim, da bom obupal, če bo tako. Jaz tudi zaenkrat ne bi plačala, malo bi vse počakala, kaj ponuja plačljivi Twitter in kaj zamujam. In če bi mi bilo zelo hudo, da nečesa ne morem, bi morda. Mogoče je Twitterjeva ukana tudi ta, da ciljajo na te uporabnike, ki imajo več kot 10,000, 100,000 uporabnikov. Se pravi, te uporabniki, ki imajo dejansko publiko. Ja. Ker mi mali nismo zanimivi. Ja. Večina ljudi v Sloveniji sploh ne pride do 100,000. Ima sploh do 100,000 sledilcev? Dvomim. Ne vem, če. Ok, cela Slovenija odpade, ampak obstajajo pa novinarji, ameriški, angleški, ki imajo 500,000 milijon followerjev, sledilcev. In njim pa je to neka platforma, prek katere lahko predajajo novice, zbirajo informacije in kakorkoli. Tako da mogoče bo šli pa v to smerno. Spet, 15 minut špekulacije. Ja, bomo spremljali vse te govorice in se slišimo, ko se bo kaj spremenilo. Gremo na drugo temo? Gremo. Odbita do bita. Nič novega v bistvu. O izsiljevalskih napadih smo se že pogovarjali v odbiti do bita. Ampak smo se do zdaj vedno pogovarjali o napadih z izsiljevanjem in redko omenili kakšne posledice v realnem svetu. Ok, govorili smo o finančnih, realnih posledicah za podjetja, ki so morala
plačati, ker so bila izsiljevana, ampak tokrat torej obratno, vidne realne posledice za družbo. Že imamo en svež primer iz Združenih držav Amerike, seveda, kjer se pokaže, kako sta lahko povezana spletni in resnični svet tudi pri napadih. Kaj se je zgodilo? Ja, to je pa prvi tak res, da je prišlo do nas, to je ena stvar, in druga stvar, da je res mogoče ljudje, tudi slehernik, že spet bom to besedo uporabil, mogoče začne razmišljati, da te računalniki, ki so v vseh pisarnah in vseh podjetjih, ne, je res fino, če so varni. Gre pa za en cevovod, ki vzhodni del ZDA nekako skrbuje z gorivom. Ne vse, ampak dovolj, da bi bila panika, če bi se ta cevovod nekako zaprl, in točno to se je zgodilo. Zakaj? Ker so neki, zdaj hekerji je že spet zelo močna beseda, ampak neka pač skupina, baje ruska, do tega mogoče še pridemo, zaklenila njihove računalnike, zahtevala $5 milijonov in rekla, dokler nam ne daste denarja, pač ne bo goriva. In potem se je to nekako poznalo tako, da so v Ameriki, sploh na vzhodu, začeli ljudje besno tankati. In so pač vsi avtomobile pač napolnili, potem so polnili vse možne rezervoarje, ki so jih imeli doma. Tudi kartonaste škatle. Tako, in potem so začele pa krožiti te slike ljudi, ki dajo, gorivo v plastične vrečke, kartonaste škatle in ostalo, ker je pač res bila panika, ker dobesedno ni več prihajalo gorivo, pač ko je benzinska črpalka ostala brez, je pač ni prišel nov tovornjak, ni prišla nova cisterna, ker po cevovodu pač ni več teklo. Jaz sem potem bral, da se ta cevovod v resnici še nikoli v svoji zgodovini ni ustavil. Da se to sploh še ni zgodilo, da se je pa v bistvu zgodilo zaradi kibernetskega napada. Davori, na kaj si ti pomislil, ko si tole videl in prebiral? Najprej sem bil, v bistvu so se mi zasmilili ljudje, ker mi v Evropi tankamo bencin sami, Američani so pa navajeni, da jim tankajo pač, kako se reče tem ljudem, ki tankajo, ki mi jih ne poznamo več. Ja, pač človek je zaposlen na črpalki. Črpalkar, vidiš, bravo. Črpalkar, lepa. Tega nimamo že 30 let, ampak v resnici večina Američanov ne zna natankati svojega avtomobila, zato ker so črpalkari in črpalkarke tam, da to delajo. Zato tudi te slike, kakorkoli so bile resnične ali ne, kako oni v plastične vrečke gorivo točijo. Če ne veš, probaš vse, kar je, če je panika v državi. In v bistvu ta pipeline je dolg čez 7000 km in obsega 14 zveznih držav, tako da v bistvu ni mala reč. 7000 km je od tle do Pekinga. To je res dolga. In se je dejansko ustavilo, zato ker so eni pač prišli v njihove sisteme. To mislim, da je ta del tukaj, ki je res kar neverjeten. Da gre dejansko za nekaj zelo fizičnega, opremljivega, tako je Davrin rekel, nekaj zelo ogromnega, ki dostavlja gorivo, ki je tudi zelo pomembno v resnici. Pa se potem v bistvu ustavil zaradi tega, ker zdaj zelo karikiram, niso imeli dvojnega preverjanja, recimo, ali pa ne tako, zdaj sem zelo posplošen. Oni niso imeli niti cyber security menedžerja, niti oddelka za cyber security. Seveda ne, če prodajajo bencin, no. To je korporacija, ne vem koliko milijonov dolarjev težka, z pipelinom od tu do Pekinga. In oni niso imeli, ko sem začel spremljati to zgodbo, mi je bilo še najbolj zabavno to, da so te Darkside, ta hekerska združba, v bistvu hekelna biznis del omrežja, ne ta del, ki skrbi za infrastrukturo, se pravi za cevi same, pa kako nafta teče po ceveh, ampak v bistvu so računovodje shekali, oziroma administracijo, pač tiste ljudi, ki delajo v pisarnah in skrbijo, da, ne vem, da dobi ta pa ta črpalka tok pa tok, pa ne, logistični del v bistvu firme so shekali. Rekel si Darkside, kdo so oni, kdo naj bi bil za tem napadom in kaj zdaj, kako bodo to reševali? Ja, mislim, da je začel Dmitrij, pa so pa še štirje. V resnici ne vemo, ampak špekulira se, da je to relativno nevelika, mislim, si predstavljamo, da bi bila to hekerska združba 100,000 ljudi, ampak mislim, da so rekli, da je ta velikostnega reda 10 do nekaj 10 hekerjev,
pravijo, Biden pravi, da so iz Rusije, njihova spletna stran se je zaradi nam neznanih razlogov v času od napada na Colonial Pipeline se je skrila oziroma je padla dol, ne vemo zakaj, ne bi bili pa Rusi. No. Jaz prav vidim Jacka Bauerja in novo epizodo 24, kako reš zadevo, ne, še eno hladno vojno reš, če bi seveda Jack Bauer obstajal. Ampak, ne. Ker so plačali 5 milijonov, ne, to se sicer sliši veliko, ne, ampak potem sem jaz prebral nekaj teh člankov pa analiz o tem, da to res niso tako veliki zneski. Ne. Ta v rangu do 10 milijonov se ne šteje kot ne vem, neka ogromna odkupnina. Ne. Je pa res, da je pa, tako kot je že Davrin rekel, ne, se je pa dejansko ameriška država kar ostro odzvala. Ne. So zelo, Biden je že podpisal nekaj, da bojo začeli bolj gledati na te, da bojo dvignili standard varnosti kibernetske in vse ostalo. Ne. In pa je bil en moment, ko so se te dark side celo nekako, zdaj v narekovajih, opravičili, da so dregnili v tako veliko gnezdo. Ne. Oni so mislili, da bo ta stvar šla bolj mirno skozi, ne pa da se bo kar naenkrat... Ja. Sauronovo oko, ne, ameriške administracije na ta primer obrnilo. Da dobijo denar, ne pa da se cela država ukvarja s tem. Ne. Tako, od zdaj naprej bomo pazili, da ne bomo, bomo samo hekali take, ki nimajo toliko velikih posledic. Ne, oni imajo nek etični kodeks, ne, a veš, mislim, javne infrastrukture, kot so šolstvo, vode, pa to, ki imajo Američani, to podobo Doomsdaya, da bo nekdo za njihovo vodo zastrupone. Darkseid tega prav nima, oziroma saj tako je bilo napisano na spletni strani. V bistvu so oni ransomware as a service, se pravi, ne, Darkseid v bistvu ta svoj software z odkupnine prodaja, ne vem, tretjim ljudem. Ne. Oni so sam del. Ja, ne, oni so sam del servisa, ne. Tako da bi rekel, tako kot servis za gume zamenjata, veš, oni samo gume menjajo. Čeprav mogoče to ni najboljši primer, ampak so se malo distancirali, ampak jaz ne vem, ne vem, kaj je razlika. No. Pač še vedno je tvoja koda oziroma... Rekli so, da niso hoteli, oziroma, kot že ti praviš, najbrž zaradi tega, ker so ameriške agencije, si predstavljam to, ne, napadle z vseh strani, pa po diplomatski poti, pa po oni poti, ki bomo pa videli v filmih čez 5 let. Ja. Tako da, vprašanje, kako je to. Ne. Mislite, da se je kdo prestrašil? Zdaj s primerom se ukvarja sam predsednik Združenih držav Amerike in napoveduje resen boj proti hekerjem. Je to logična poteza ali korak v pravo smer ali samo šminka? Ne, jaz mislim, da se pač vedno bolj zavedajo. Pač mislim, da vse države, kako pomembno je to. Ne. Res mislim, da končno da je to prišlo malo v zavest, ne, da to pač ni več hec. Ker gre za en tak primer, ki pa niso samo zdaj neki biti in bajti bili v igri, ne, ali pa ne, poslovne skrivnosti podjetja, ne, ampak pač na eni točki je gorivo nehalo teči po cevi. Ne. Takih reči ni malo, ne, in potem, ko pomisliš, kaj vse se da narediti, ne, in potem, ko se začne razmišljati, tako kot je Peli rekel, tudi v kakšni drugi javni infrastrukturi, ne, še kakšnih elektrarnah, boh ne daj nuklearnih in vse ostalo. Ne. Jaz upam, da vedno bolj resno jemljajo in jaz mislim, da se dejansko nekaj v to smer dogaja. No. Jaz sem prebral, da neke analitike, oziroma te komentatorji so rekli, da v bistvu prejšnja vlada oziroma, kako se reče, prejšnja administracija ni delala prav zelo veliko na tem, da bi obvarovala pred kibernetičnimi napadi. Tako da očitno se ta vlada malo bolj resno loteva teh stvari, sploh pa ne, če ti en tak gromozanski pipeline zaprejo. Kot kažem, malo po nesreč, pa malo ne zares, pa tako ne. Ja. 5 milijonov je bila odkupnina, če sem prav razumela, so jo plačali in zdaj je na bencinskih črpalkah spet vse ok? Ja. Za enkrat. Do naslednjič, hekerjem. Zdaj vprašanje, če bo Darkseid svoj servis prodajal še tretjim osebam, mogoče bojo sam oni uporabljali svoje kode. To bomo pa videli, kako se bo izpletel.
po vsem tem, ki izgleda spet tako zelo neverjetno, pa tako daleč stran od nas, da nam se pa ne more zgoditi, naj bo tole še enkrat opomnik, da je šlo za slabo varnostno higieno teh sistemov in zaposlenih ljudi, ne za nek najhujši hekerski poseg na svetu. Zato naj bo to priložnost, da se vsi spomnimo, zakaj so pomembne menjave gesel, pa upravljalniki gesel, pa dvojno preverjanje, pa skratka skrb za kibernetsko varnost. Tako. Od bita do bita. Še tretja tema, ki je lahko priporočilo, ki je lahko zanimivost. Davorin, redno spremljava tvoj Twitter profil. V zadnjem času moram priznati, da me je nasmejala in navdušila tvoja prigoda iz nekih drugih časov, iz časov pred tem, ko smo tweetali prek SMS-ov. Povej, kako si se srečal z internetom, kdaj je to bilo? Skratka, daj še poslušalcem, ki ti ne sledijo, opiši to zgodbo. No? Glih, kar sem ugotovil, da ko bom povedal to zgodbo, povedal tudi, koliko sem star. Nimaš kaj. Pred kratkim je Slovenijo zaobšla vest, da je 25 let, odkar je prvič prišel papež Janez Pavel II, mislim, nas je prvič obiskal. Sem se spomnil, da je takrat moj bratranec Mare Kovač, sicer nuklearni fizik in znanstvenik, ki je imel dostop do ISA in teh omrežij, naredil eno stvar, ki se reče spletna stran na internetu, je imel že svojo, pa je pa zaradi tega, ker so nekateri naredili spletno stran zato, da bi napovedali prihod papeža, je on naredil še spletno stran, kjer je naredil še trgovina s papeževim merchandisom, kjer je v navednicah prodajal Papa Mag, Papa Brisače, meni se zdi Brisače, Papa Mag je bil, pa tudi Papa Mobil je bil naprodaj za neko enormno ceno, tako da in ta stran je pristala na takrat Mat Kuri, on mi je pa veselo kazal na enem obisku pri njemu in jaz sem, seveda, moj mladi možgan ni še zaobjel, mislim, slišal sem za internet, seveda, sem iz filmov pa to, ampak ne pa, da bi ga tako na računalniku pri bratrancu v Šiški videl, ne. In pa mi je pač razložil stvari, ne, rekel, lej, takole greš, tlele vtipkaš. In pa so šla, v tistih časih si šel, ta prva stvar, ki si šel pogledati na stran od ameriškega predsednika. In to je bilo to. To je bilo res dobro. Pa mi je pa še pokazal, ne, da pač lahko greš malo sem, pa malo tke, pa da obstaja tudi ta stvar, ki se reče elektronska pošta. Ne. In ko smo mi šli z tega obiska od bratranca, od tete in strica, sem jaz zahteval in privil starša, da je treba pa. Mi pa rabimo eno stvar za računalnik, ki se reče modem, da bomo povezani v širni svet, da bomo imeli internet. Ne. Skratka, dobro, da je prišel papež, da si spoznal internet. Ne? Če ne bi bilo papeža, bi ziher kakšen let kasneje, ker ne. Bratranec se je zdaj pa strašen imeniten, da je naredil spletno prodajalno fake merchandise za papeža. Je imel kaj odziva? Mislim, kako je to v tistih časih izgledalo? Ne vem, če je bilo kaj odziva. Mislim, seveda, kolegi in kolegice njegove so silno zabavali. Moramo pa vedeti, da takrat je bilo na mesec na Mat Kuri tam med 5 in 30 novih spletnih strani. Ne. Se pravi, ni bilo neki, mislim, ne novih spletnih strani, novih opisov. Ne. Tako da je bil, si v bistvu lahko vsak mesec prebral cel internet, ki se je zgodil leta 96. Tako da najbrž je bilo. Sem pa probo najdeti skozi Wayback Machine stran, pa ni več. Vstopna stran je še Bratrančeva, bratranc pa je tudi rekel, da ne ve, kje jo ima. Nekje najbrž na kakšni disketi, ampak kje boš najdel zdaj to napravo, s katero disketo bereš. Poslušalcem bi bilo treba tudi najbrž razložiti, kaj so diskete. Ampak, nekaterim sigurno. Tako da če ne bi bilo papeža, se ne bi vrgel internet tako hiter, kot sem se. Super. Davorin, ostani na internetu, no? Tam se bomo slišali in dogovorili še za kakšno odbito dobita. Hvala, da si prišel. Hvala za vabilo in lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem. Anže, midva tudi pozdravljava vse poslušalke in poslušalce in vabiva kam že? Na val202.si pošiljnica odbita, kjer so vse epizode tega podcasta. Hvala vsem, ki nam date ocene v Apple Podcasts. Pa newsletter imamo, naročite se Afna odbita na Twitterju.
zaenkrat še brezplačnemu in odbita Afner, to slovi ga si je mail. Evo. Čak, kaj pa link do newsletter, da se naročim, ali še nisem? Na slash odbita, Davren. Prosim. Okay. Že grem. Okay. Dobrodošel. Ne vem, zakaj še nisem, ampak. Tudi vidva ne, ampak daj popravi to napako. No. Evo, sem že. Super. Se slišimo tam in se slišimo, no. Hvala za pozornost. Čau. Čau. Čau.